ko v živo pogledaš vso tehniko in ljudi, ki so sposobni za to, da s to tehniko upravljajo, seveda si navdušen nad vsem znanjem, ki ga imamo, in predvsem je to pomembno, da vso to tehniko in znanje uporabljamo takrat, ko ga je potrebno uporabiti, ko je ljudem najtežje, torej v primeru zahtevnih naravnih in drugih nesreč. In združevanje vseh teh zmogljivosti, ki jih imamo tako v civilni zaščiti, pri gasilcih, v vojski, je bil eden od pomembnih ciljev, ki sem si jih zadal tudi kot minister, da poskušamo oblikovati modularno zmogljivost, ki dejansko združi vse te kapacitete, in lahko povem, da je to seveda danes en del tega, kar imamo na razpolago, lahko je to še večja zmogljivost, predvsem pa mislim, da res lahko danes dobimo občutek, da smo lahko tudi takrat, ko je zelo hudo, prepričani, da ne bomo ostali sami v nesreči. No, spremljali ste verjetno, da razprave v proračunu, tako rebalans proračuna za leto 2014, kot mogoče še zahtevnejši rebalans proračuna za leto 2015. Država je resnično imela svoj cilj najprej zmanjšati proračunski primanjkljaj ali pa ga omejiti v skladu z marsikimi kriteriji, in vsi resorji smo pravzaprav morali temu slediti, vendar ob zavedanju, da je resor obrambe namenjen ne samo obrambi domovine, ampak tudi zaščiti pred naravnimi in drugimi nesrečami, smo se tudi samo zorganizirali in mnogo dotrajane opreme, ki jo pravzaprav sicer lahko še uporabiš, vendar ne zagotavlja varnosti tistim, ki uporabljajo to opremo, in lahko odpove tudi takrat, ko je ta pomoč nujno potrebna ponesrečencem, smo šli v zamenjavo te opreme, torej odprodajo in nabavo nove, kar pomeni, da poskušamo tudi znotraj sebe poiskati rezerve in veliko znanja, ki ga ima tako vojska, civilna zaščita, želimo pravzaprav združevati. In ko kupimo eno opremo, seveda pomagamo potem pravzaprav vsem. Tako da to je tista najracionalnejša oblika delovanja in mislim, da bomo to v prihodnje tudi z uspehom razvijali, tudi na podlagi današnjega postroja, te zmogljivosti, ki smo jo danes lahko spremljali tukaj v Kranju v vojašnici.